Hvala. Hvala za vso vašo podporo. Hvala za to, da ste delili moj post in mi pomagate sestaviti bazo, ki jo nujno rabim za preživetje nazaj. Hvala, za na roke napisana pisma, za sporočila, za darila, za spodbude. Milijonkrat hvala za vse. Jaz sem čisto presenečena. To, kar se je zgodilo zdajle v zadnjih 4 dnevih, je zame čudež. Tako da na koncu bom hvaležna za to izkušnjo, zaradi tega, ker dejansko vidim, kako smo ljudje povezovalni, kako smo pripravljeni pomagati in kako se znamo skupaj vzeti. In to doživeti na svoji koži, lastni koži je noro lepo. Res noro lepo. Da ne govorim še o vseh ostalih stvareh, ki so pač prišle v tem času in, ja, mi zelo pomagale. Danes bom govorila o nečem, ki se mi zdi zares zelo pomembno in bi rada, da to slišimo na način kot odrasli ljudje, ki uporabljamo socialna omrežja, ki tudi mogoče kdaj igramo igrice, in da to slišimo kot starši, zaradi tega, ker bomo se, če bomo to poslušali kot starši, bomo začeli tudi z otroki na drug način komunicirati o teh stvareh in to je zelo pomembno. V zelo velikih sporočilih sem dobila noter stavek: "Dobrodošla nazaj v virtualni svet." Potem mi je pa ena mamica napisala: "Ah, veš, Laja, ne sekiraj se. To ni nič takega, to je samo virtualni svet." In jaz sem začela razmišljati. Glejte, ena stvar, ki bi rada, je, da zdajle veste, da ne obsojam, da nimam nobenih slabih misli in da sem se iz teh stavkov naučila bistveno stvar o socialnih omrežjih in spoznala zelo veliko novega, kar bom zdajle z vami delila. Tako da sem res hvaležna za te stavke, res sem hvaležna za njih. Dajmo pogledati, kaj je to virtualno. Jaz sem pol težila Albertu, prebrala v vseh slovarjih, raziskovala to virtualnost. Virtualno pomeni neresnično, izmišljeno, nerealno. To je nerealno. Tega v realnosti ni. To pomeni, vam bom zdaj dala recimo za primer, recimo Fortnite ali pa GTA igrica ali pa še kakšna, ki jo ne poznam, pač tele poznam, ki jih starši največkrat omenijo na terapijah. So igrice, v katere mi vstopimo in z joystickom upravljamo noter pač neke figure. To je virtualni svet. To pomeni, da se mi lahko z eno od teh figur ali pa ne lahko, se identificiramo, kot da smo on in potem z joystickom sebe furamo tam noter po tisti igrici in ne vem, ali streljamo ali futramo ovce, nima veze, a ne. Smo v virtualnem svetu. Tukaj je nevarnost, da če smo preveč v tem virtualnem svetu, se nam lahko zgodi, da ko pridemo ven iz tega, ne znamo narediti te distance, da se toliko identificiramo s tem virtualnim svetom, da več ne vemo, da obstaja svet v igrici pa svet v realnem življenju. To je zelo nevarno, če je preveč tega. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, in vsa ta socialna omrežja pa niso virtualni svet. In tukaj so tisti, ki verjamete, da je to virtualni svet, ali pa tudi jaz sem včasih uporabljala to besedo, zdaj jo ne bom več. To pomeni, da mislimo, da gremo na neko omrežje, ki je izmišljeno. Ampak glejte, Facebook ni izmišljen, Instagram ni izmišljen. To so omrežja, kjer so si ljudje ustvarjali neke profile in za temi profili so živa bitja.
so ljudje, ki jih vi lahko prizadenete, ki jih lahko razveselite, ki jih lahko kaj naučite, ki jih lahko jim uničite dan. Če imate kakšen zelo kakšno nepremišljeno dejanje, lahko tudi povzroči travmo, ne. Skratka, mi se na Facebooku socialno družimo, ne sicer tako kot včasih, ko smo pač v gostilni sedeli na kavi ali pa v slaščičarni, ampak se družimo na socialnih omrežjih. In nasproti nas so živa bitja iz mesa in krvi, ki imajo srce in možgane in ki so dotakljiva. Jaz, ki sem te stvari zdajle razmišljala 2 dni, sem toliko hvaležna, zaradi tega, ker zdaj tudi razumem vse tiste, ki pišejo na Facebook stvari, ki si jaz včasih rečem, a veste, tako je ime pa priimek, ne vem, recimo piše Peter Mrak, to sem si zdaj izmislila. In pol vidim en tak komentar, da si rečem, človek božji, a tebe nič ni sram, da tole pišeš. In mislim, da ga res ni, zato ker mislim, da ta človek verjame, da je v virtualnem svetu in da si lahko dovoli, kar si hoče. Ne, 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 ne. Glejte, ni to tako. Zdajle sem videla, ko ste, a razumete, jaz sem rekla, v stiski sem, glejte, kaj se mi je zgodilo. In vas je tisoče skočilo v luft in mi pomagali. In jaz sem si rekla, ljudje niso slabi. Jaz imam prav, ljudje niso slabi. Najde se sem pa kakšen, a ne, ke je. Ampak tudi on ima neki razlog, da je slab. Tudi on se ni zbudil zjutraj pa rekel, danes bom pa jaz slab. In mogoče celo trpi, ker se zaveda, da je slab, pa ne zna iz svoje kože. Ampak kar vam hočem povedati je, da s tem zavedanjem, da mi nastopamo v Facebooku kot človek in komuniciramo s človekom, nam je lahko en tak prvi vzgib k temu, da se učimo komunicirati na način, ki je prijazen in ki prinaša spremembe. To ne pomeni, da zdaj mi ne smemo povedati, če se ne strinjamo, to ne pomeni, da mi ne smemo povedati, če nas je eden s hišice spravil, to ne pomeni, da ne smemo povedati, če smo proti nečemu, ampak vse te stvari lahko naredimo na tak način, da bodo slišane, da bodo družbeno sprejete, da bodo imele nek protipol nekega upanja, to se pravi neko rešitev, nek predlog, nekaj, kar lahko v bistvu spodbuja, da se stvari vrtijo naprej. Zaradi tega, ker bomo vedeli, da na drugi strani gledajo ljudje, da nismo v virtualnem svetu, kjer lahko streljamo, kakor nam na misel pride, in se bo pol kar pobral in tekel naprej. Ne bo. Ko mi prizadenemo človeka, ga lahko prizadenemo za zelo, zelo dolgo časa. Mogoče si mislite, lej, kako si zdajle prenesla to, da so ti zablokirali Facebook. Ja, jaz sem prenesla, zaradi tega, ker leta in leta že delam na sebi. Zato, ker se poznam. Zato, ker verjamem, neizprosno verjamem v to, da mi čist vsako sranje lahko prinese nekaj dobrega. Res v to verjamem. In ko se mi take stvari zgodijo, jaz začnem gledati, kaj je tukaj dobrega. Ker če bi se jaz zdajle obesila na slabe stvari, jaz se po mojem sploh ne bi več prikazala, zaradi tega, ker jih je toliko v resnici. A ne? Ampak to ne pomeni, da si zdaj mečem pesek v oči, pa da teh slabih stvari ne vidim. Seveda jih vidim. Ampak ne pustim, da mi dajo sporočilo, nemogoče je stvari postaviti nazaj, ker to pa ni res. Vse je mogoče. Vse je mogoče. In glejte, zdajle ste vi pokazali, da z vašo pomočjo je to mogoče zelo hitro. Jaz sem dobila v nekaj dneh skoraj 1000 mojih spremljevalcev nazaj. Prej sem jih imela 5000. Ampak pazite, v nekaj dneh sem jih dobila nazaj. In verjamem, da jih bom dobila zelo hitro. In meni ste zelo pomembni. Zelo pomembni ste, ker preko vas jaz širim moje sporočilo.
Preko vas in skupaj z vami jaz delam svet lepši, ker to je moje poslanstvo in vas rabim. In seveda preko vas jaz tudi preživim, zaradi tega, ker pač tudi to, kar delam, s tem tudi služim. Ne delam tega samo zastonj, a ne. Tako da hvala, hvala vsem, ki me spodbujate. Hvala vsem, ki ste ob meni. Hvala vsem, ki ste se me na kakršenkoli način spomnili ali pa se me še boste. In hvala vsem, ki mi boste še naprej pomagali, da zgradim nazaj svojo bazo. In hvala vsem, ki se boste od danes naprej zavedali, da Facebook ni virtualno omrežje, ampak je socialno omrežje in da v socialnih omrežjih komuniciramo z ljudmi, ki jih lahko prizadenemo ali pa jih lahko tudi spodbujamo. In to je naša odgovornost, kako bomo mi s našo komunikacijo soustvarjali neko vzdušje v nekem prostoru. Hvala, ker komentirate spodaj, hvala, ker lajkate, hvala, ker delite moje videe, ker s tem, ki jih delite, mi seveda pomagate in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!